Slovenski narod je že mnogokrat dokazal in verjamem, da še mnogokrat bo, da smo sočutni in da smo solidarni. Pomagamo vedno, ko lahko in ne samo doma. In prav je tako in zato iskrena hvala vsem. A dogajanje v Ukrajini danes pokaže, da to ni zgolj in samo vojna. Je kriza v več pogledih. Je infrastrukturna kriza, je begunska kriza in je humanitarna kriza. Je zlo in je uničenje, ki ga je zmožen samo človek. Je zločin in je tragedija. In vsaka vojna prinese to, kar sem opisal ravnokar. In vsaka vojna je vojna in iz nje je vsak begunec begunec. V istem pomenu. A kljub veliki enotnosti slovenske politike pri obsodbi tega dejanja so se seveda našli nekateri, ki vojno stanje izkoriščajo za svojo lastno politično samopromocijo. To je sramotno, je zavržno in je vredno vsakega obsojanja. In vso to rožljanje z orožjem, tanki, vodenimi izstrelki in vsem drugim, ki tvori vojno, to orožje vojne, spoštovani, ne bo rešilo. Vojno bo na koncu, kot vedno v zgodovini, moral rešiti dialog. Ker brez tega, brez besede in brez dialoga, ki dela človeka tako unikatnega, brez tega gremo res in res vsi k hudiču. Zato upanje na to ne bomo in tudi ne smemo nikoli izgubiti. Poslanci poslanske skupine LMŠ in celotna stranka smo ob začetku te vojne zelo hitro in jasno oglasili z jasnim sporočilom obsodbe ruske agresije in seveda podpore Evropske unije pri tem enotnem odzivu. In to bomo storili tudi danes. Deklaracijo bomo soglasno podprli in s tem seveda izkazali podporo ukrajinski državi in pa ukrajinskemu narodu.